Bodimo svobodni, res. Ena stvar mi je všeč, ko smo v Božji prisotnosti, da nobeno vprašanje ni pretežko. Nobena stvar, mislim, boljše je, da rečeš, ker da nosiš določene stvari in da jih premlevaš. Zato, ker včasih tudi mi mogoče nimamo skupaj odgovora, ampak če se bomo pogovarjali, pa molili, bomo mogoče dobili odgovor, ker ga mogoče sam ne moreš. Tako da ena stvar je, pri nas Slovencih je problem, ker se v bistvu ful malo sprašujemo, ker se učimo. Ker mislimo, da bomo izpadli neumni ali ne vem kaj že, ampak največ se v bistvu naučiš takrat, ko sprašuješ. In jaz sem tako Boga spraševala take idiotizme, ampak mi je odgovoril. Tako se reka, kako bi jaz prišla ven z teh neumnosti, če ga ne bi vprašala? Jaz imam eno vprašanje. Reci. Jezus je ozdravil enega bolnega in potem je rekel, pojdi in ne griši več, da se ti ne zgodi še kaj hujšega. In potem sem pomislila, če je greh lahko, da so to odprta vrata za bolezen. Tle gre bolj za to, da v bistvu greh hujša stvar, kot bolezen. Mislim, človek zaradi greha gre lahko v pokoj. Zaradi bolezni pa samo umreš. V bistvu greh je bolezen duha in duše. In to so hujše stvari. Jaz se spomnim, sem enega prijatelja, ki je bil s čarovništvom se ukvarjal, zelo dobra prijatelja, pa sem se pa jaz preobrnila. Ampak ni bil slab kot človek. Ampak vsem pač, bil je zelo globoko v okultizmu. In so se parkrat tako, so se usedla, pa so se pogovarjala. In enkrat mi je tako rekel, jaz sem poslušal tvoj nasvet, sem začel z Oče našim odpirati čakre. Ups, si mislila, wow, what a life. Mislim, ti ne moreš, in pol je začel tako, ti bom pokazal, tako, mislim, s tistim tonom, veš tako. In ko je to začel delati, mi je Bog odprl duhovno oči in sem videla njegovega duha, ki je bil čist prežrt. Veste, ko odpirajo čakre, kundalini, kače in to. Čist prežrt duh in vsakeč, ko je on kao odpiral to svoj čakr, je ven pogledala kača. In Jezus je rekel, gadja zalega ljudem. Zato, ko v bistvu, če nisi na novo rojen, pač v tvojemu duhu lahko prebiva samo nekaj, kar je hudič tja postalo. In ko sem jaz to videla, jaz sem se tako zgrozila in sem rekla, lej, in jaz imam problem verjeti, da Bog bo zdravil eno koleno, nimam pa problema verjeti, da bo Bog njega, tazga, ki je, regeneriral, da bo njegov duh svet in čist. Zato, ker Sveto pismo pravi, kdorkoli sprejme Jezusa za odrešenika, je na novo rojen, je rojen iz duha. In ta duh je ustvarjen po svetosti in podobi v Boga. Tako da dostikrat sem vedela pač ljudje, ki so bili v New Age in to so bili v bistvu tako slabem duhovnem stanju. Nazven mogoče ne. In sem se v bistvu jaz tako zgrozila nad sabo, kako mi sploh ni problem verjeti, da je lahko nekdo, ki v bistvu dobesedno služi hudiču, se spreobrne, spokori in pride k Jezusu. Jaz se pokvarjam s tem, a bo Bog zdravil eno fizično stvar. Ker vidiš v bistvu duh človeka je večen. In Bog je sposoben človeka v takem stanju regenerirati, da je svet in nedolžen pred njim. Koliko bolj bo zraven obudil še našo telo. In meni je v bistvu tisto, kakor sliši se tako grozen, ampak mene je tako, mene je v bistvu spodbudil, da sem videla, da imam take luknje v svoji veri. Nekaj misliš, da z Bogu vse verjamem, pa vidiš, taka luknja. Ups. Tako da pač greh te odvoji od Boga zavedno. Bolezen te pa fizično omeji, da ne moreš delati stvari za Boga. In Jezus je rekel, da pač on je prišel v telesu, zato je to bistveno. Vse, ko dostikrat ljudje pravijo, vse ni tako važno, vse dosti, da pač imaš Jezusa v srcu, ampak Jezus je prišel v telesu. On je odkupil telo, ker ljubi telo. In če pogledaš recimo človeka, imaš ženo, imaš moža, mislim, če se slabo počuti, se ti slabo počutiš.
Ti ne rečeš, dobro, da imamo midva čudovit odnos, pa ne. Telo je v bistvu tako dragocena stvar, da je Jezus prišel in umrl za naše telo. Hvala Bogu, da nas je rekreiral v duhu. Hvala Bogu, da je v zdravo dušo. Sam pač človek, mi smo pač bitje, ki imamo duha, imamo dušo, imamo telo. In smo v bistvu dosti podvrženi temu grškemu idealizmu, ne, da je v bistvu duhovno je dobro, telesno je slabo. Ne, telesno ni slabo. Bog je vse, kar je ustvaril, rekel, da je dobro. In včasih smo mi v bistvu smo krivi, da začnemo, da preklinimo stvari, ki jih je Bog ustvaril, češ da so slabe. Kolikrat slišim, medicina je slaba, šolstvo je slabo, politika je slaba, ki ste vi normalni. Pa pejte nazaj, prosim, lepo v jame, no. Pa sam verujte v Boga, no. Ja, pa dejte, no. Mislim, ne moš, to so dobrine, ki jih je Bog dal. In ko začneš prepoznavati, da med duhovnim in naravnim kako ne rečem, ni razlike, ne? Da v bistvu, da človek, ki ti podeli duhovni blagoslov, pa človek, ki ti podeli naravni blagoslov, si isto ljubezen zaznaš, isto si vesel, ne? In isto tako v bistvu Bog ne zaničuje tega, da pač smo mi v tem Bogem teleščku iz prahu. On je v bistvu prišel, si nadel to telo zaradi nas, zato da nas pripelje nazaj. In včasih se zgodi zaradi preizkušenj ali pa ko vidimo, recimo, se ful trudimo nekaj narediti, pa nam ne znese in potem smo jezni nase in se začnemo sovražiti. Ampak Bog nas ljubi. Tam, ko sebe ti ne sprejmeš, tam te Bog sprejema. Tam, ko ti včasih ne moš sprejeti, da si nekaj naredil. In je pol to težko dobiti odpuščanje, moraš najprej sprejeti, da si to naredil, ne? Mi v bistvu dostikrat težko priznamo, da so kakšne stvari, ker se ne moramo sprejeti, ne? Ampak glih to je Jezus naredil na križu, on nas je sprejel na ta zadnjemu, najbolj, kako se reče depraviran v slovenščini, depraved v slovenščini. Izopačeni naravi, tistemu največjemu zlu, je on človeka ljubi in ga odkupil. In on v bistvu dobesedno tako, včasih se počutimo tako, kot da bi bili, v Svetem pismu piše, bil sem kot žival pred tabo, ne. Ali pa recimo Nebukadnezar, piše, da je bil kot zver. In Bog vzame srce zveri in mu da človeško srce. In Bog vzame to naravo, ki enostavno si ne moreš pomagati. Jaz se spomnim, ko sem bila v svetu, jaz sem imela dostikrat idejo, jaz bi pa se mogla spraviti v red. Sam jaz se nisem mogla soočiti z idejo, da se ne morem. Nisem vedela, kako naj to, da sem sužen določenim stvarim, sploh nisem vedela, kako naj s tem, razen da si skrijem to. In ko je Jezus prišel, je prišel točno v tiste stvari, ki je bilo mene se sram jih dotakniti. Je rekel, ti si svobodna v temu, ti si ozdravljena v temu, tle ti dajem novo življenje, tle ti dajem novo priložnost. In včasih samo zato, ker smo bili 20 let kristjani, ne, mislimo, da kaj smo, samo v prvem tednu krščanstva smo živeli v milosti, kaj pa pol? Dajmo iti nazaj, to prvo ljubezen, prvo zaupnost. In enostavno, mislim, če nas je Bog tako ljubil, ko smo mu prvič rekli, ja, veste, koliko nas bolj ljubi danes. Mislim, koliko več ene interakcije imamo z njim, koliko več je v bistvu ene dobrote, ki nam jo že lahko zaupa. Mislim, mi bi mogli v bistvu, krščanstvo je linearno. Krščanstvo ni ciklično. Veste, mi imamo ful radi izraelske praznike, une praznike, tretji praznike, zakaj? Ker nočemo priznati, da ne napredujemo. In potem se nam tako fajn zgodi, ker je spet Božič, pa velika noč je spet, pa spet je to, pa spet je to, pa spet je to. Ampak, ko pogledamo Boga, je on začel, ko se je razodeval, in njegovo razodetje je šlo tako, tum, 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 tum. Vedno iz slave v slavo, vedno več in več. In tako da so v bistvu te ciklične stvari, ki se nam, pa mi smo tako srečni, mi smo ful veseli, ne? Mi smo ful srečni, se ni narobe zdaj, ne zdaj, da vse ukinemo, kar imamo, ampak da enostavno rečemo, Bog, jaz hočem začeti spet napredovati s tabo. V teh, in ponovadi je to v nekih čisto osnovnih stvareh, kako se zjutraj zbudiš, kako se usedeš, kako se ti kaj zgodi, kako sam sebe gledaš. To so v bistvu te največje zmage, ki jih imamo mi v življenju, ne?
To so take mikro zmage, ki mogoče enemu drugemu tako, te bo debelo gledal, rekel, ne razumem, ampak tebi pa to cel univerzum, cel svet in še več. Ne? In zato je v bistvu vsaka stvar, ki se nam dogaja, Bogu pomembna. Ali je to bolezen, ali je to stiska, ali je to preganjanje, ali je to žalost, karkoli. In če pogledamo, kako je Jezus šel v mesto, ko je on šel v Jeriho, Jeriho ga čaka. Vsi so tam, gremo v Jeriho. Ups, on se ustavi, čakajte, briga me Jeriho. Zakaj? Zato, ker tam je ena vdova jokala za svojim sinom. Briga njega prebujenje in briga njega mesta. Vem, kaj poslušamo zdaj. On pusti vse, reče, živijo drugič. Ne bom pustil te žene žalostne. V stari zavezi se Bog razdelal, tako da je dal morje narazen, prišel je ogenj, gora se je tresla, slišali so Božji glas, vsi so trepetali. V novi zavezi ozdravi sina od nekoga. V novi zavezi vrne dostojanstvo nekomu, ki so jo vsi prezira. In niti toliko se ne potrudijo tej pisci, da jim dajo ime. Niti toliko. In to je v bistvu največje razodetje. Največje razodetje Božje slave je to, da on reši tvojega sina. To je največje razodetje v celi Bibliji. Saj vem, na koncu imamo knjigo razodetja, mi mislimo, razodetje. Res ti povem, največje razodetje je razodetje Božje ljubezni, ki je en otrok, ki mu noben ni mogel pomagati. Srečen in ti reče hvala. Tako da, in to je naš Jezus, in čisto naš drugega nas ni poklical. Tako da, dajmo se ven iz geneze, pa dajmo se ven z razodetja danes, a prav? Danes gremo samo na Kristusa, križenega, a prav? Vse je čas za to, da ne bo pomote, ne, jaz se ne ustavim ne v eno, ne v drugo smer. Samo, dajmo iti nazaj v to Jezus, križan, ker nas je naredil za priče. Kako? Ja, da te ozdravi, ne? Da te osvobodi. Da ti vrne življenje tam, ki ga nisi imel. Ne? Mislim, jaz samo eno smešno zadevo sem se spomnila. V srednji šoli, tako so bile tako nek notoričen primerek, ker nobena učiteljica so se me hoteli vsi znebiti. In jaz, ko sem se spreobrnila, ko sem se upisala na faks, sem ful faks omenjala, sem bila tako, mislim, grozen. In ta faks, ko sem ga začela tako s 6, pa po čudežu, končala sem pa z najboljšim povprečjem na faksu. Zakaj? Ne zato, ker sem bila bolj disciplinirana, ampak zato, ker je Jezus hotel nekaj pokazati. In meni je moja razredničarka v srednji šoli rekla, pa ne ti. Od ti pa edina ne bi smela. Mislim, pač ljudje v tem svetu včasih nimaš prav prednosti, tako bom rekla, ne. Mene bo zmer ali preveč, ali premalo, nikako da prođe, nikako. Ampak Jezus je rekel, ne, bebi, najboljš bom naredil s tebe, za nalašč. Res prav, za nalašč, zato da se izkaže Bog. In pa sem študirala kot zmešana. Mislim, tako da, in to je bilo v bistvu moje pričevanje. Od une luzerke, ki se nobeni hotel z njo ukvarjati, se pa se tudi niso hoteli, zato ker niso razumeli. Se ni bilo boljš, a razumete? Pa ne ti. Mislim, jaz bi mogla ratati pritkana, zgledati pritkana. Jaz nisem zgledala bolj pritkana. Jaz sem bila samo odrešena. Ne? Ni nam treba ratati niti pridni, niti drugačni, niti bolj, ne rabimo ratati boljši, samo odrešeni. Ne rabimo biti boljši, res. Ker ta priden kristjan, mislim, ne, resno, ne. In jaz sem tako dostikrat razmišljala, sem rekla, Jezus, pa kakšno je to pričevanje? Nič niso bolj srečni, kot prej. In je rekel, to pomeni, da jaz človeka odrešam. Ok, dobro.
Tako da tudi mi ne pričakujemo od ljudi, ne, da bodo ratali mati Terezije. Ne. Sam Božja slava bo, Božja milost bo, Božje odrešenje bo. In kdo je rekel, kdo največ ljubi v unimu, ki je bilo največ odpuščeno. Tako da, ja. Ne si kaj nekaj zadeva. A res? Škaj podelila? Kako se na tej poti, tako hitro, ne, ko smo že nekaj časa s Gospodom, kak je to taka mala linija, biti priden ali pa odrešen. In če se ti zavedaš, da si odrešen, ti si radosten. Ja. In je to taka, mislim, čist nekaj druga. Ne priden je grozen. V tem času, da sem pa priden kristjan, da pa bom priden. In to te nekako ti postaneš, da bo časeno. Ja, res Tako je. časno postane. Če pa ti veš, da si odrešen. Pa to je ena radost, ki je lahko ta radost odrešenja. To se mi zdi, da se je na poti izgubilo, ne vem. To zdaj mogoče zase govorim, ne vem. Ne, to sem v bistvu skozi, sem razmišljala, ko smo govorili tako, sem rekla, mi vemo ful o Jezusu. Mislim, ne vsi, eni ne vejo, ne. Polno Ampak glavo. tako, jaz vam polno glavo, preveč vem o njemu. Jaz vam ful preveč, ne, reč bi ga srečala v kakšni stvari, pa malo manj vedela, ne. In točno to me pokazalo tako, da vse stvari, ki jih on naredil, ne, da v bistvu mi moramo samo odložiti to, ker smo se, v bistvu dve stvari je, mi se motimo, ker ne poznamo Božje besede in ker ne poznamo Božje moči. Ampak zdaj pa tako, če pogledamo, farizeji so bili skozi v besedi. Kaj je problem? Da so se jo učili, kakor da je človeška. Božja beseda ni človeška. Ja. Ti lahko učiš tudi Božjo besedo. Dosti krat to smo se pogovarjali, ne, glede ozdravljenja. Ljudje učijo ozdravljenje, kot da je to jedilnik. A si ti normalen? Skuhi! Koliko se bomo mi najedli od jedilnika? Kaj sem jaz v Jezusu? Jezus te je ozdravil, naštej te bolezni, to te je ozdravil, to me je ozdravil, to me je ozdravil, zdrav, hamburger z česnom, brez česna, z bombeto črno. Mislim, ne moramo tako. Bog to, kar je on, to je živa, njegova beseda je živa, njegova beseda je dvorezna, njegova beseda spreminja. Mi v bistvu moramo nazaj na to, kako poslušamo. In včasih lahko poslušaš milijon besede, ampak ena beseda, ki te pa zaktivira. In včasih ta beseda sploh nima nobene veze z neko logiko. Jaz se spomnim, največje pričevanje o zdravljenju, ki sem ga slišala, je bilo, ko sem diplomirala, sem šla v Milano na eno konferenco ene italijanske cerkve in tako, pač tista konferenca je bilo čisto v razsulu, tako bom povedala. Mislim, jaz sem bila še takrat lih toliko vsa sveta, da sem bila ful zgrožena. Ne? Zato, ker jaz toliko hodim z Bogom, ne? Mislim, povem pač tako, kaj je kaj. In te ljudje, jaz, ki sem to poslušala, se je katolekla, ne vem, če bo kje ste konference, oprosti, to je bilo meni vse vigel-vagel. In potem slavljenje je bilo tako, kada je San Remo, vse so lepo peli, ampak mislim, vse veste, Božje prisotnosti pa tako, mogoče si se malo zmočil, ampak tako, daj mi še kaj. Pa pravi en italijanski pastor, joj, lani se pa tle nekaj zgodilo, pa bom poklical to punco gor, pa bo povedano, jaz tako, okej, ne. Že tako sem, se veste, sem bila že na umu. In prej ena punca, 16 let stara, ona je bila, njen obraz je bil najbolj srečen obraz, ki sem ga jaz videla v življenju. In prav se spomnim, imela tako skravžene lase, pa tako postrižena, tako da se predstavljate, tako, prav spomnim se jo. In ona začne razlagati. 16-letna punca, preveč navdušena, se veste, tako, rabiš pure, da razumeš, kaj hoče povedati. Lani je bila taka ista konferenca in njo so pripeljali, ona je bila na vozičku, imela je gležne, v bistvu deformirane gležne, se jih ni dalo ne operirati, ne nič. Kratko, nekaj se je, pač neka degenerativna bolezen. In je rekla, da so jo pripeljali na to konferenco in da je nekdo, to ni bila neka karizmatska, nekdo je omenil, da Jezus tudi ozdravlja. Tako, pač da Jezus ozdravlja, da je isto, kot Jezus ozdravlja 2000 let nazaj, da ozdravlja danes.
In ona je tako rekla, tako, da je bil odmor za kosilo in so jo odpeljali v njeno sobo. In potem je ona, mislim, to, kar je ona povedala, lejte, to ne dela, sam jaz bom povedala pač, to je čisto vsem, na kakšen način. In ona pravi tako, in potem jaz naredim tako, ok, Bog, zdaj mi pa ti povej, a boš ti mene zdravo? In prebere iz Amosa citat košara zrelega sadja. In veste, kaj ona zaključi? Košara zrelega sadja pomeni, da me Jezus ozdravlja in vstane z vozička. In jaz tako, meni je padla čeljust do tle. Tako, mislim, meni osebno je padla čeljust do tle. Jaz nisem razumela nič. In pol je rekla tako, in pridejo po njo, pozvonijo, pač da prije odpred sobo, ne? In ona prije stoji, in mislim, oni niso zdržali, ne? Mislim, na kratko njo so rabili 3/4 ure, ker je vsak tako paniko zganjal, ki je videl, itak noben ni pričakoval, da bo zdravljena. Oni so sicer govorili o zdravljenju, ampak ni noben ni pričakoval, da bo kdo res zdravljena, razumete? Mislim, vse veš, pač jedilnik, ne? No, pač pričakoval ni nobeden. Ona, ampak njej se je vera aktivirala na nekaj, kar ni specifično beseda o zdravljenju, ne? In to bi jaz rada, da razumemo danes. Kakšno moč mu Božja beseda. Ona je, in zato, ker vera je zdaj, vera je vedno zdaj, ne? Ona je sem to prebrala, košara zrelega sadja. Zrelo je, ne kot ni avokado, ki ga kupiš in jaz zmeri falim, ga kupim, ga gledam in pol naenkrat je gnil. Mislim, ne vem, nikakor mi ne znese pojesti avokado, takrat, ko je treba. In ne, tako da košara zrelega sadja, ko enkrat imaš travmo z avokado, tam, haleluja, veš, kdaj pojesti tisto. Ona je rekla, to je zdaj čas. In je vstala in je ozdravela. S tem, da tam ni bilo nekih božjih služabnikov, ni bilo ne vem kakšnih darov, ni bilo ne vem kakšnega maziljenja. Samo besedo je slišala, dala svojo vero v njo in nekaj naredila. Je pa spet tako, ne, zakaj nisem hotela to povedati, da ne bi z tega naredili regule, zato kaj se zdaj dogaja. Vrži mi, da si ozdravljen, ne je zdravila, vrži očala in ti bogi reš, če potem crkavaš naslednje pol leta. Mislim, razumete, pa če si ozdravljen, si ozdravljen. Če nisi ozdravljen, nisi ozdravljen. To, da ti nekaj mečeš stran, tebe ne bo zdravilo, nikdar. Čist, mislim. Tako da, problem je v bistvu, kaj mi naredimo z vsakega tega pričevanja, pol neko zlato kravo, ne. In potem enemu se enkrat to zgodilo, da, ne vem, meni se je tudi zgodilo, da mi Bog rekel, da ne grem na eno potovanje, ker sem bila hudo bolana, se tega ne bom preživela. Jaz sem bila zdravljena, Gospod, zato ker sem prišla v veri. Ampak če bi jaz to vzela za edino možno formulo, skozi katero deluje, mislim, to je okrutno, no, kako ne povem. A če si zdrav, če pa nisi zdrav, ne. Tako da so recimo ta aktivacija po veri, recimo princip, ki sem videla, da je dobesedno prekvasil, ne. Ampak Bog pravi, da so darovi ozdravljenja, Bog ozdravlja po besedi, Bog ozdravlja po molitvi, piše, polagajte roke na bolne. Pač Bog ozdravlja na 1001 način, zato ker je v bistvu se je zavezal, da nas hoče ozdraviti. Tako da to je samo pač eno pričevanje, da razumemo, kakšno moč ima in to katerakoli beseda, ki je tle not. Katerakoli. In mi moramo priti spet v to, da začnemo jesti to besedo. Priti v to, da začne ta beseda spet delovati v našem življenju. Da jo ne bomo mleli samo v glavi. Haleluja. No to, evo. Slava Bogu.